Dragi člani in tudi vsi podporniki in vsi, ki spremljate in ki boste tudi kasneje gledali. Iskrena hvala vsem za to, da si vzamete čas za nove informacije, da znate prisluhniti, ker človek, ki ima informacijo, se lahko ubrani. Človek, ki nima informacije, marsikdaj nasede in mora to plačati s svojim časom, življenjem, boleznijo, tako da sem vam iskreno hvaležen. Danes se moram pa javno zahvaliti tudi mojim otrokom, ki so rekli, pojdita oče in mami danes na božični večer, naredita vašim članom lep besedni večer, mi bomo pa doma pripravili večerjo za vaju in ko prideta, vaju božična večerja čaka. In ta občutek, ko ti otrok to reče in te podpre v tem, kar delaš, veš, da delaš prav. Zato, dragi moji, dovolite mi še, ne vem, te 2 minuti, da z vami skomuniciram eno svojo božično poslanico, ker vas imam vse neskončno rad, ne glede na vaše versko prepričanje ali pomanjkanje tega. Na ta božični večer sporočam vsem, da je ideja božiča kot univerzalno sporočilo. Mir na zemlji vsem ljudem in dobra volja do ljudi in pomoč. In da človeku ne obrneš hrbta takrat, ko te potrebuje, da mu daš nasvet in ne jemlješ od njega, ker je že tako v stiski. In to je naše poslanstvo v Belisu. Ali če povem jedrnato, po domače, gre za prijaznost, sočutje, premišljenost, nesebičnost. A veste, to je osnovna resničnost. Leto za letom nam dušijo to z materialističnim kričanjem, ki zdaj povečuje ta retorični, ne vem, megafon interneta in družbenih medijev. Tako je tudi ta zelo osnovna realnost marginalizirana s strani agresivnih, materialistično usmerjenih gibanj, ki skušajo nadomestiti kakršnokoli priznanje višje sile za avtoriteto človeka, ki naj bo še tako plitka ali celo arogantna. Vendar je in obstaja in vse to nam želijo uničiti, odpeljati, vzeti. Vse ste videli, človek postaja stroj v stekleni maternici. Groza od groze. Jaz 2 dni nisem spal, ko sem do te informacije prišel. In veste, brazgotine teh gibanj v naši družbi vidimo v brisanju različnih pesmi, ki omenjajo otroka, Kristusa, v izgonu klasične božične tradicije, ki izginja povsod. Ne rečem, da je pravilna, saj v Svetem pismu božiča ni, pa vendar je v nas obudila neka občutka v priklicu preprostega pozdrava, vesel Božič je neka dobrohotnost. In ta dobrohotnost je vsaj na nek način gojimo, če ne vsak dan, dober dan, vesel dan, na Božič pa še posebej, ker smo vsi prosti in se tega spominjamo v nekih drugih elementih, ki so duhovno višja kot vsakdanje materialistično življenje. Tako da jaz bi se s tem nocoj od vas posloval, iskreno zahvalo in vam zaželim iz vsega srca blagoslovljene, blagoslovljene božične praznike in da vse to, kar smo nocoj videli, ne bo prelomno, ampak da bo to tisto, kjer bo iz tega prostora ta metuljev efekt šel v svet in onemogočil vse te negativnosti, ki nam grozijo iz dneva v dan. V tem duhu se od vas poslavljam, vam želim prijeten družinski večer, vse lepo in hvala lepa. Se vidimo naslednjo soboto za Silvestrovo. Lep družinski in božični večer še naprej.